Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani, lep pozdrav. Povabili smo vas na izjavo za medije o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora na kmetiji v Prestranku, kjer je Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin letos 20. aprila opravila inšpekcijski nadzor. Dosedanje ugotovitve tega inšpekcijskega nadzora vam bo predstavil gospod dr. Branko Podpečan, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Lepo prosim. Hvala. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Včeraj smo dobili obvestilo od Društva za zaščito konj in drugih živali obvestilo o zanemarjanju konjev v Prestranku na območju Postojne. Po preučitvi zadeve, kakor je potekla do sedaj, smo ugotovili, da smo prvo obvestilo o zanemarjanju konj dobili 20. aprila letošnjega leta. V manj kot 24 urah so naši inšpektorji opravili nadzor in so dejansko ugotovili konje v zelo slabem stanju, vsaj nekatere. Na podlagi teh ugotovitev se je uradna veterinarka odločila, da bo odredila oskrbo teh konjev na gospodarstvo, in sicer zato, ker so je bilo nekaj konj od teh tako slabih, da niso bili sposobni za prevoz. Skrbnik konjev dosedanji je sodeloval in je tudi vse ukrepe, ki jih je uradna veterinarka odredila, med ostalim je zagotovil krmo, vodo in nastil in pa tudi stalni redni obiski veterinarja in pa zdravljenje in veterinarsko oskrbo. Po obvestilu, ki smo ga prejeli včeraj od Društva za zaščito konj, smo opravili včeraj spet nadzor in preverili stanje teh konjev po slabih 3 tednih in ugotovili naslednje. Kakor vam bi rad, zato smo izpostavili te slike, predstavo, da iz tega, kar smo včeraj ugotovili, lahko rečemo, da je uradna veterinarka opravila nadzor hitro, strokovno in tudi v skladu z zakonom o zaščiti. In sicer so zgornje 2 slike, ki sem pa potem dal za primerjavo, so slikali včeraj. Te 2 slike so pa slikane na začetku našega postopka. Jaz mislim, da je jasno vidno razlika v stanju konjev iz 21. aprila ali pa včeraj 11. maja. Med tem časom, med rehabilitacijo, ki je odredila na posestvu, je veterinarka poiskala tudi nadomestno gospodarstvo, kjer bo namestila živali takoj, ko bodo sposobne za prevoz. O tem se bo odločila s posvetom z veterinarjem, ki zdravi živali, in potem bo narejen premestitev teh živali na novo gospodarstvo. Če pa zdaj komentiram včerajšnje obvestilo, ki smo ga dobili, in pa slike, ki so bile objavljene na spletni strani Društva za zaščito konj, bi vam rad ponazoril s tole sliko, ki je bila pripeta na spletni strani društva, in na podlagi te slike in primerjave z temi, ki smo jih mi pridobili, smo ugotovili, da so te slike bile pridobljene, preden smo mi upravili uradni nadzor 20.4. To pomeni, da tisti, ki je tole sliko pridobil, je pridobil pred 21.4. aprila. Tako da ne vem, zakaj tisti, ki je te slike imel v posesti, ni prijavil upravi že prej, da so te slike prispele ali pa je bila uprava obveščena o teh slikah šele včeraj. Zakaj smo bili pozorni na to? Ker v aprilu se je narava prebujala in je jasno vidno po zelenih gozda in travnika razlika v rasti. Smo že imeli izkušnje pred kratkim, ki smo prav tako dobili 4 slike kot prijava, brez navedbe, kdaj so bile posnete, in pa tudi brez navedbe naslova. To je bilo poslano na Ministrstvo za kmetijstvo, oni so ga preposlali nam in mi smo to vzeli kot trenutno stanje živali na gospodarstvo
vendar ko smo razposlali slike inšpektorjem po Sloveniji, smo kmalu ugotovili, da so to naše slike, ki so stare 1 leto. In bile nad tem in lahko določimo točno, do minute točno, kdaj smo vzeli, ker jih je vzela uradna veterinarka. Tiste slike so bile nelegalno odtujene iz naših spisov in objavljene na spletni strani, na ta način tudi zlorabljene. Zato smo posumili, glede na te razlike, da mogoče tudi kdo ima čisto, ker moram še enkrat poudariti, vsi od nas trenutno zahtevajo reakcijo takoj, da pa nekdo lahko čaka 1 mesec, pa nas zdaj obtožuje, da nimamo empatije za te živali, se malo moti. Se pravičujem. Hvala lepa za enkrat, mogoče gospod Podpečan, za tole predstavitev, za tele vaše besede. Novinarji, kakršnokoli novinarsko vprašanje, lepo prosim, če se prej predstavite, preden vprašate. Hvala lepa. Erika Pečnik, Mladi Kapital Slovenija. Ali torej lahko sklepamo, da je Društvo za zaščito konj zavajalo? Ne vem, to je samo, sem izrazil kot utemeljen sum in mislim, da bomo prejšnji primer in tale primer predali kriminalistom, naj proučijo, kdaj so nastale slike in pa za nas so te razlike kako kaže prebujanje narave, da so bile posnete predtem, ampak mi smo že v prvem primeru upravili notranji nadzor, pa nismo še uspeli ugotoviti, kako bi te slike bile odtujene. Ne vem, če so imeli slab namen ali pa zavajanje, ampak tudi mi smo najprej vzeli te slike kot trenutno stanje na gospodarstvu, v prvem in tem primeru. Rehabilitacija je bila dobra, uradna veterinarka je opravila svoje delo strokovno in pa tudi v skladu z zakonom. Zakon o zaščiti živali pravi, da lahko odredi rehabilitacijo živali na gospodarstvu, če je to mogoče. Umakniti jih mora, če to ni mogoče, če lastnik ne sodeluje. V tem primeru je sodeloval, ker v nasprotnem primeru tiste slike, ki boste videli na Facebooku, tiste živali niso sposobne in je bila alternativa samo evtanazija. Usmrtitev. Kaj pa je inšpektorica ugotovila, zakaj je lastnik tako slabo ravnal z njimi, da jih bo zdaj potrebno premestiti? Kaj je lastnik rekel? Osnovna ugotovitev je, da mu je primanjkovalo krme. Tole smo že pozvali, ko je bil primer na Koroškem, smo tukaj na tem mestu pozvali vse, ki imajo živali, pa nimajo dovolj krme, da kupijo krmo ali pa čim prej prodajo živali. In ta gospod je eden od tistih, ko ni slišal ali pa ni hotel slišati. Čakal pašo, zato da bo spet imel dovolj krme za oskrbo konj, ker ima pa, mislim, je skrbnik 15 konj pa 2 žrebet. Tako da ni jih odprodal krme, pa tudi ni bilo dovolj in zaradi pomanjkanja krme je prišlo do tega. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ja, prosim lepo. Ampak vendarle na Društvo za zaščito konj opozarjajo, da ta problem opozarjajo vsaj že 7 let, če ne več, in da doslej v bistvu inšpekcija nikoli ni ukrepala. A ste dobili te prijave ali niste? Zdaj se v javnosti stalno se izjavlja, da inšpekcija se ne odziva. Vse primere, ki sem vam tule predstavil v avli, smo se odzvali v manj kot 24 urah. In je zavajajoče in populistično tako govoriti o veterinarski inšpekciji, da se ne odziva. Tle imamo pa starejše slike, kot 20 dni so bile včeraj objavljene. Tako da mislim, da ne bi komentiral prejšnjih. Dobro, to je drugi problem, ampak če se vrnemo k prvemu problemu, ali je res, da se 7 let na to že opozarja? Ne, da bi jaz vedel. Je bila prijava lansko leto za tega lastnika, vendar ni bilo takšno stanje, da bi bilo treba ukrepati in odzeti živali. Pa še nekaj poročajo namreč, da te prijavitelji pokličejo, da jih opozorijo, da če gre za lažno prijavo, da bodo kazenski odgovarjali, da se jih na ta način pravzaprav odvrača od nadaljnjih prijav. To, da mi delamo. Ja, da ko pokličejo in želijo dati prijavo. Še nobenemu tega nismo rekli. In je kar nekaj odstotkov tudi prijav
v katerem potem ni uveden postopek in nismo še nobenemu rekli, da ne prijaviti.